Lep pozdrav, sem Jaka Kokal in v tem videu bomo spoznali, kako s pomočjo rekurzije seštejemo poljubna števila glede na odnos uporabnika. Program s pomočjo rekurzije sešteje števila glede na vnos uporabnika. V primeru, da uporabnik vnese število 5, mu program sešteje števila 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, kar skupaj znaša 15. To velja tudi za primer ostalih vnosov. Deklaracija funkcije v programskem jeziku C izgleda tako. Imamo funkcijo seštej, ki vrača celo število in sprejme poljubno celo število. Telo funkcije seštej pa izgleda tako. Začnemo s pogojem if, ki preveri spremenljivko ištevilo. Če je ta manjša ali enaka nič, se vrne vrednost 1 in izvajanje rekurzivne funkcije se zaključi. V nasprotnem primeru pa našemu vnosu prištejemo vrednost rekurzivnega klica funkcije z vrednostjo ištevilo minus 1. Ta pomanjšuje vrednost spremenljivke ištevilo in ob vsakem klicu prišteje manjšo vrednost. Izvajanje tega programa izgleda tako. Najprej program od nas zahteva, da vnesemo neko celo število. Za primer vnesemo število 5 in program nato kliče našo rekurzivno funkcijo seštej. Ko funkcija kliče samo sebe, se vrednosti argumentov odštevajo tako. Seštej 5, seštej 4, 3, 2 in 1. Da pridemo do želenega rezultata, začnemo od spodaj pri seštej 1. Ob klicu seštej 1 začnemo s pogojem if. Ištevilo ima vrednost 1 in zato ne izpolnjuje pogoja if, ker 1 ni manjše ali enako nič. Preidemo na else, kjer se izračuna vrednost ištevilo plus seštej ištevilo minus 1, kar znaša 1 plus nič. Zato funkcija vrne vrednost 1. Nato sledi klic seštej 2. Ponovno začnemo s pogojem if, 2 ni manjše ali enako nič, zato gremo na else. Ištevilo ima vrednost 2, zato računamo 2 plus seštej ištevilo minus 1. Ištevilo minus 1 predstavlja vrednost prejšnjega klica seštej 1. Tam smo vrnili 1 in to vrednost prištejemo trenutnemu ištevilu. Sledi tretji klic seštej 3. If pogoj ni izpolnjen, ker 3 ni manjše ali enako nič. Zato gremo na else in vračamo 3, ki predstavlja ištevilo, plus vrednost prejšnjega rekurzivnega klica seštej 2, ki ima vrednost 3. To nam vrne seštevek 3 plus 3 je 6. V četrtem klicu seštej 4 if pogoj ni izpolnjen, ker 4 ni manjše ali enako nič. V else pa vračamo 4 plus vrednost seštej 3, ki ima vrednost 6. Če to seštejemo, dobimo 10 in to vrednost vrnemo. Na koncu še kličemo seštej 5. If pogoj ni izpolnjen, zato gremo na else in vrnemo ištevilo, ki znaša 5. In prejšnji klic seštej 4, ki ima vrednost 10. Ob seštevku 5 in 10 dobimo 15, kar je naša končna vrednost klica te funkcije. Seštej 1 vrne vrednost 1. Seštej 2 vrne 2 plus seštej 1, kar skupaj znaša 3. In po tem postopku vračajo vrednosti vsi naslednji klici.